Pozdravljeni, v bistvu danes bi nekaj o bankah, svoje izkušnje in pa razmišljanja. Seveda to spet niso nasveti, sami se odločajte, ampak samo delim izkušnje. Lani v bistvu, ko je SKB banka se združila skupaj z NKBM in je to nastal OTP banka. V bistvu sem imela res slabe izkušnje. Z SKB banko sem bila zelo zadovoljna, pač je bilo dosti drago vse skupaj, ampak je deloval v bistvu. Zdaj pri bankah opažam, da se združujejo, da pač manjše banke zapirajo, tudi poslovalnice zapirajo, celo NLB, v bistvu, ki je zaenkrat še vedno monopolist v Sloveniji z 24 milijardami letno, in pa zdaj OTP je pa zdaj druga banka največja z nekimi 3,4 ali nekaj takega milijardami letno. Če je zaupati pač tem podatkom, ki sem jih dobila. In potem so še druge banke. Zdaj tako. Jaz uporabljam Huawei telefon, v bistvu zaradi tega, ker je cenovno zelo ugoden napram kvaliteti, ki jo dobim, se pravi, koliko časa traja baterija, moč baterije, potem koliko dobro snima zvok in slika in video, kakšne nastavitve ima, kaj dobim v bistvu za to, za poslovanje, za delo in za poslovanje. Pa če recimo tam, če daš okrog med 200 pa 400 evri za Huawei, je cenovni razred v bistvu tam nekje okrog tisočaka, pa malo čez tisočaka iPhone. Pač zdaj iPhone ali pa Samsung tudi. Pa če sem kupila Samsunga, sem ga vrgla zelo hitro, čez 2-3 mesece v smeti, ker stvari niso tako delovale, kot jaz rabim. Res rabim. Pa baterija je šla, mislim, ne vem. Imam pa v bistvu dva Huawei-ja, eden je star leto, eden pa precej let. Oba delujeta zelo dobro in pač to je to. Pač zdaj pri starem Huawei-ju, to je bil še, mislim, da je trojka, je še Google Play gor, samo ne delujejo aplikacije, več ali manj skoraj nobena, kljub temu, da ima Google Play, ker pač enostavno Huawei ne dovoli, da pač so določene zadeve na njegovem telefonu. On ima tudi svoj Android, razvijajo svoj Android. Zdaj ta težava je čisto politične narave, zaradi Trumpa, v bistvu, ki je takrat banal Huawei iz Amerike in Evrope tudi, pač se vtika tja, kjer pač ni v redu. Če bi Huawei v bistvu bil v Evropi, bi stvari bile lažje, tudi kar se tiče telekomunikacij, kot jaz spremljam vse skupaj. V bistvu, ker Huawei je hotel omrežja postaviti, in če to bi bilo, bi danes ne bi imeli tako z nič omrežji podprtimi z različnimi lobiji, tako drago, kot je danes v Evropi. Zdaj pri bankah sem opazila, da jaz menim, to je moje mišljenje, da slej ko prej bo samo ena banka, to cela banka ali za komplet Evropa ali celo za svet. In to bi verjetno bo prihajalo od Feda, Jerome Powell in tako naprej, ta lobby verjetno bodo upravljali s komplet evro-dolar sistemom, in ker evro-dolar sistem v bistvu ne moreš ga zamenjati, ker je dovolj še stabilen in pa preprost za uporabo za večino ljudi, tudi starejše generacije in tako. Zdaj, banke prihajajo na blockchain, sem opazila, pa zdaj
Jaz sem bila včasih na banki Intesa v San Paulo, sem preizkusila, njihove aplikacije ne delujejo, vedno slabše so in tudi na Huawei ne morem namestiti. Tudi OTP banka na Huawei ne deluje, ni šans, tudi če Google Play gor, ne deluje. Ne? Potem v bistvu, kar se tiče delovske hranilnice, sem bila 10 minut v sami poslovalnici in sem sredi pogovora se zahvalila, obrnila in šla ven in me ne vidijo več. Ne? OTP banka pa tudi, zdaj prej SKB v bistvu pa banka Intesa so imeli zelo, zelo dobro podporo in ljudi, ki so res pomagali, vedno. Ne? In so bili dostopni, dosegljivi. OTP zdaj tega nima. To je nemogoče prideti, razen do bivših ljudi iz bivše SKB banke oziroma do ljudi, ki so še ostali na OTP iz bivše SKB banke, te so prijazni še vedno in še vedno, kolikor lahko pomagajo, čeprav jih je kar nekaj dalo odpovedi. Ne? Zdaj jaz sem opazila, da je zelo veliko ljudi migrirali iz OTP banke drugam. Ne, po mojem mišljenju na NLB. NLB je bil zelo pameten, da je, zdaj ne omenjam niti Gorenjske banke, ker tudi s to banko nimam res nobenih prav dobrih izkušenj. Smo imeli račune tam, niso dobre izkušnje. V glavnem, drugih bank ne poznam, nisem testirala. Sem pa poskusila vse sorta aplikacije namestiti na telefon in pač večina ni šlo, razen NLB. NLB aplikacija za Huawei so izdelane in jaz sem govorila z ljudmi iz NLB in so mi pojasnili, da Huawei, da so se par let borili, da Huawei sploh dovoli, da so njihove aplikacije na Huawei. Razlog je pa, da Huawei meni, da imajo oni dovolj dobre aplikacije in da je NLB in ostali so konkurenčni in da konkurence pač ne bojo spustili gor na Huawei, ker je to brez veze. Da lahko uporabniki Huawei uporabljajo njihove aplikacije. To je res, samo pač ne moreš čez našo zakonodajo, da rabiš slovenski račun. Ne? Slovenski račun banke, ki je v Sloveniji, pa tudi če tu je banka, samo da je v Sloveniji. In tukaj je problem, tukaj je težava. Da, če bi jaz uporabljala dejansko banko, recimo N26, ki odlično dela na Huawei, sam bom povedala tudi kje, ali pa Revolut, ki je pa bistveno boljša. Zdaj Revolut je prav direkt lahko na Huawei namestite, medtem ko N26 namestite lahko G-Space. G-Space, no in če se vidi, upam, da se bo kaj videli. G-Space je v bistvu simulacija, to je program, ki je bil sprogramiran kot simulacija Google Playa. In je za Huawei. Zdaj, večina aplikacij dela dosti dobro. Bom povedala, kjer delajo na G-Space, sicer to traja 100 let, da se odpre, pa vmes so reklame. Zdaj, če hočeš, tako kot na YouTubeu, pa na Googlu, če hočeš, da je to brez reklam, pač moraš plačati. Ne plačam in pa čakam za Spar, da se mi odpre, čakam za MOL, da se mi odpre, in to čakaš kar 5 sekund ali pa še več v bistvu, včasih tudi celo minuto, čakaš. Zdaj bom povedala, pač kjer so. Se pravi, vse variante, Google Authenticator dela tudi na Huawei, v bistvu brez tega programa. Koledar, v bistvu, zdaj imamo mBills, nisem probala, to je od Petrola, je v Google Play, pa verjeten dela, ne vem, Valu dela, to je od Telekoma, ampak to je tako skromna denarnica, v bistvu, če res hočeš neki orang uporabljati, to je pač denarnica, te elektronske denarnice
pošlješ gor pred plačniško, imaš cash, plačaš v bistvu na terminalu, kjerkoli, v bistvu to so ti sodobni pristopi, ampak če hočeš res uporabljati, resno, rabiš ful veliko plačati za naročnino, da ti to dela dobro. Drugače za ston, tam nekje 150 evrov mesečno, gor dol transakcije, to pokuraš v enem dnevu, in konc. Amazon, kar dela Instagram, v bistvu LinkedIn, Facebook, te stvari, kar delajo tukaj v GSpace govorim, ostalo pa niti ni toliko pomembno, drugače banke ne delajo. SKB mi je delal v GSpaceu, zelo dobro, zdaj pri NLB-ju, zdaj sem na NLB-ju, imam izkušnje, NLB mi njihova denarnica ne dela, niti klenot, nikjer ne dela, na nobenem Huaweiu ni govora, kakor recimo DM ne dela, ni govora, pač tudi na ta starem Huaweiu, in sem morala na žalost dati na enega starega Samsunga in je to ful neroden, res je neroden, da skačem, tako da a mi lahko daš nazaj Samsunga, prosim, zato da jaz plačam, potrdim spletno plačilo, naročilo. Bala sem se tudi pri NLB-ju, ker nima Visa kartice, ker Visa mi je delala povsod in zelo dobro, sem se bala, ker je Mastercard, in jaz imam to pač debetno, nimam kreditne. S kreditno kartico več ali manj lahko povsod plačuješ, so pa naročnine. In če vse te stvari sešteje skup, lahko za vse te banke, naročnine, denarnice daš, 200 evrov mesečno samo za naročnine. In meni se zdi to res oderuško in brez veze in v bistvu ne vem, a res rabimo te banke. Pač po zakonu tako na žalost mora biti, sam bolj bi bilo dobro, da bi res imeli nek blockchain, neko denarnico, v bistvu pač tudi, če plačaš tisti mičken neke naročnine, ali pa da plačaš za transakcije neke malenkosti, samo da bi stvar delovala peer-to-peer, se pravi od človeka do človeka, ne vmes s temi bankami in temi šmorni. Zdaj, z NLB moram reči, da 30 let nazaj sem jo imela in sem bila izjemno razočarana zaradi odnosa ljudi in pa tudi tehnologija ni delala. Takrat in je bilo, mislim, če si hotel imeti Visa kartico, si mogel plačati, meni se je bilo takrat 60 evrov mesečno, da si sploh imel to, dejansko, katastrofa, jaz sem takoj šla stran, sem šla pač na delavsko hranilnico, sem bila zadovoljna, ampak pri delavski hranilnici se je zapletel takoj, ko smo začeli poslovati s tujino. In smo morali, pa smo šli na banko San Paulo in Teso, tam se je zapletel čez par let, ko jim pač njihova tehnologija ni več delovala dobro, in potem smo šli na SKB, smo imeli spet par let, dokler ni to postala OTP in je bilo v enem mesecu konec, ker sploh en mesec pa pol nismo mogli poslovati, to ni bilo šans. In sem tam ko en idiot po par ur stala, zgubljala job, zgubljala denar, v bistvu sem par ur stala pred okenci od banke, zato da bi mi kdo kaj pomagal in na koncu mi niso mogli pomagati, na koncu, da me ena gospa starejša pokliče in reče, pa kako vam ne dela, če našim 10.000 uporabnikom pa dela, vam pa ne dela. Vi ste budala, tako nekako, In sem jaz rekla, najlepša hvala, gospa, in sem šla na OTP, zaprla vse račune, ki smo jih tam imeli, in šla na NLB. To je bilo to. Zdaj na NLB-ju sem dosti zadovoljna, je v redu, je drago, ampak dela, v bistvu podpora je skozi 24 ur, dejansko se ljudje odzovejo, dejansko so prijazni, tudi če sem jaz zoprna, so oni prijazni vseeno. Tako da vsa čast, in pa tudi, mislim, dosti stvari vidim, da delajo na peš.
To sem opazila, ker so stvari ničkam počasnejše, sicer transakcije so ful uber hiter, super, ne morem verjeti, koliko hiter, celo v tujino, uro, dve, medtem ko prej sem čakala po nekaj dni na OTP-ju. Tako da to me kar preseneča, ampak recimo, če imam kakšne spletne nakupe, pa da je nova trgovina, lahko da me ne spusti skozi. Ne, tudi pač potrjevanje v tem MP-ju, ali kaj je že NLBP, ali kaj je že neki, potrjevanje spletnega nakupa če ne dela, so me poučili, da če prvič ne dela, naj ne silim, naj pokličem, oni potem to preverijo in čez kakšnih 20 minut, ko mi ročno odobrijo nakup v tisti spletni trgovini, potem to naprej v NLB-ju dela. Brez problema, ne. Tako da, vse se da rešiti, tam se da dejansko vse rešiti. Dejansko vse so zelo zoprni, kar se tiče podatkov, do gat te izprašajo vse. Je pa očitno, kar se prevar tiče, kar dosti varna, se pravi, ne da se nekega denarja prati prek NLB-ja in pa tudi očitno so te spletne prevare kar dosti regulirane na NLB-ju, kar pa moram reči, da pri prejšnjih bankah sem imela pa vdore na račun, pa na kartico, pa na Visa kartico, pa kar en denar je šel dol in tako kar neki. Na NLB-ju tega ni, pa smo zdaj v bistvu že kar precej časa tam. NLB je imel v bistvu zelo veliko akcijo do konca prejšnjega leta, ne vem, če to še, zastonj, račun, ne vem, za cel let in tako. In tako da so pobrali OTP-ju precej strank, sploh poslovnih. Tako da OTP je pa zdaj z zamikom naredil zelo velik medijski pomp, da ne vem, kaj vse ti dajo, ne, pa če sem zdaj rabila neke izpiske še za nazaj, mislim, to je bila katastrofa. Kako mislim, to sem prav ene grde besede, pa da jih ne izrekam tako, kar tako sem uporabila, da sem nadrla ljudi na stran, ker se res obnašajo, kot da si en največji kreten na tem planetu. Jaz se zelo spoznam na tehnologijo in je celo en mladenič rekel, da naj najdem nekoga, ki se na telefon spozna. In se nekaj, če on razume slovensko, da meni stvari ne delajo. Da sem že vse pregledala, vse naredila, šla na YouTube, na ChatGPT, vse možne stvari, vse njihovo pomoč pregledala, preklicala, vse živo, a ne. In ne vem, ne razumejo. In pa sem dobila tisti klic tiste stare gospe, starke, kako da vam ne dela, če 10.000 našim uporabnikom pa dela. Ne, jaz to ne verjamem. Ne verjamem. Zdaj tako, moje osebno opažanje je, da mislim, da banke zdaj direkt dobivajo denar, se pravi dolarje, pa pol gre to nekako v evro od Feda, po mojem mišljenju. Da so te pač swampi, povezave direktne, zato te majhne banke odpadajo, zato se banke po mojem mišljenju tudi združujejo. Lahko, da bo na koncu samo ena velika banka, ne vem, kaj se dogaja. So pa ene 4 vzporedni projekti, ko poskušajo ljudje narediti neki evro-dolar sistem, decentraliziran. Opazujem zdaj še, zdaj sem se naučila, da ne povem takoj, bom videla, kaj bo iz tega, a ne. Opazujem tudi kriptom in vse ostale stvari in pač naučila sem se marsikaj, tako da, če kdo potrebuje mojo pomoč, pač pokličite pa oziroma pišite mi, pa vam pomagam, a ne, pač na teh področjih. Hvala lepa za vaš posluh in vam želim, a ne, pač vse dobro in srečno naprej. Lep dan.